Gospod govori, odstranim kamnito srce iz vašega telesa in vam dam meseno srce. Svojega duha vam vdihnem in boste moje ljudstvo in jaz bom vaš Bog. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Gospod z vami. Dobro večer, lepo pozdravljeni pri tej sveti maši. Danes je sreda, mi smo v prvem tednu med letom. Kot smo slišali v vstopnem spevu, nas Gospod vedno znova vabi, da prihajamo k njemu, da nas spreminja, da razbija vse tisto, kar je v nas trdega, kar je v nas nesposobnega za ljubezen, da bi nas zmehčal, da bi naredil naše srce občutljivo, da bi naredil naše srce sposobno za ljubezen. Molimo. Gospod, naš Bog, razvnemi naša srca z duhom svoje ljubezni, da bomo vedno mislili, kakor ti hočeš, in te bomo iskreno ljubili v svojih bratih in sestrah. To prosimo po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Berilo iz pisma Hebrejcem. Ker so otroci deležni krvi in mesa, se je prav tako Jezus udeležil obojega, da bi s smrtjo zrušil tistega, ki je imel oblast nad smrtjo, to je hudiča, in bi rešil nje, ki so bili v strahu pred smrtjo vse življenje podvrženi sužnosti. Saj se vendar ne zavzema za angele, ampak za Abrahamov zarod. Zato se je moral v vsem izeničiti z brati, da je postal usmiljen in zvest veliki duhovnik pred Bogom v spravo za grehe ljudstva. V čemer je bil namreč sam skušan in je trpel, more pomagati skušanim. To je Božja beseda. Bog se vedno spominja svoje zaveze. Slavite Gospoda, kličite njegovo ime, oznanjujte med narodi njegova čudovita dela, pojte mu, igrajte mu, pripovedujte o vseh njegovih čudežih. Bog se vedno spominja svoje zaveze. Ponašajte se z njegovim svetim imenom, naj se veseli srce njih, ki iščejo Gospoda. Opazujte Gospoda in njegovo moč, vedno iščite njegovo obličje. Bog se vedno spominja svoje zaveze. O zarod njegovega služabnika Abrahama, sinovi njegovega izvoljenca Jakoba. On je Gospod naš Bog, njegove sodbe veljajo po vsej zemlji. Bog se vedno spominja svoje zaveze. Na veke se spominja svoje zaveze, obljube, ki jo je določil za 1000 rodov, zaveze, ki jo je sklenil z Abrahamom, in prisege, ki jo je dal Izaku. Bog se vedno spominja svoje zaveze. Aleluja. Gospod, tvoja beseda je resnica, posveti nas v resnici. Aleluja. Gospod z vami. Iz svetega evangelija po Marku. Tisti čas je Jezus šel iz shodnice
v hišo Simona in Andreja. Simonovo taščo pa je tresla mrzlica in brž mu povedo o njej. Pristopil je, jo prijel za roko ter vzdignil. Pri tej priči jo je mrzlica zapustila in žena jim je stregla. Ko se je pa zvečerilo in je sonce zašlo, so prinašali k njemu vse bolnike in obsedence in vse mesto je bilo zbrano pri vratih. Ozdravil je mnogo takih, ki so trpeli za različnimi boleznimi in izgnal je mnogo hudih duhov, toda branil jim je o tem govoriti, ker so ga poznali. Zjutraj, ko je bilo še zelo temno, je vstal in odšel, ter se napotil na samoten kraj in je tam molil. Pohitel je za njim Simon in njegovi tovariši in ko so ga našli, so mu rekli, vsi te iščejo. In rekel jim je, pojdimo drugam, v bližnje trge, da bom tudi tam učil, kajti zato sem prišel. In hodil je okoli, učil v njihovih shodnicah po vsej Galileji in izganjal hude duhove. To je Kristusov evangelij. Ena misel v današnji Božji besedi. Evangelist Marko nam počasi slika podobo o tem Jezusu, ki ga napove na začetku, da je Kristus, da je Božji sin, ampak hkrati ne pričakuje, da bomo razumeli popolnoma, kaj to pomeni. In nam ga slika s preprostimi potezami, kot nekoga, ki prihaja zelo diskretno. Čeprav Marko ve, da gre za Božjega sina, nam ga slika kot skrajno preprostega, zadržanega, nič bleščečega, nič vzvičenega, daleč od nekoga, ki bi želel nastopiti z močjo, daleč od nekoga, ki bi želel narediti vtis. In tako nam skoraj da mimogrede danes evangelist Marko predstavi tudi prvi Jezusov čudež. Ko pride Jezus iz shodnice v hišo Simona in Andreja, mu povejo, da je Simonova tašča zbolela, da ima mrzlico, da jo trese mrzlica. Jezus pristopi, jo prime za roko, jo vzdigne in pri tej priči jo mrzlica zapusti in žena jim streže. In pripoved gre naprej, kot da se ni nič zgodilo. In vendar se je zgodila velika reč, Božji sin naredi svoj prvi čudež. Pričakovali bi, da bo kaj bolj bleščečega, da bo kaj bolj močnega, da bo morda več ljudi zraven, da se bo morda še kaj zabliskalo, kaj zagrmelo. Nič od tega. Zato, ker Jezus ne prihaja zato, da bi pritegnil pozornost nase, ampak prihaja s točno določenim poslanstvom. Da, kot je pokazal na tej Petrovi tašči, prihaja zato, da bi nas osvobodil, da bi nas ozdravil, da bi lahko tudi mi delali to, kar dela on, služili v ljubezni. Zato smo ustvarjeni in k temu smo poklicani, ampak velikokrat smo še zaprti sami vase, smo ujeti sami vase, smo ujetniki zla in kot pravi, kot smo slišali v prvem berilu, smo ujetniki strahu pred smrtjo. Jezus nas vsega tega osvobaja, želi, da bi bili svobodni, kot je on, in da bi lahko podobno kot on, tisti strah, ki nas potem pripelje v sebičnost in nas pripelje do tega, da v očeh in v besedah drugih iščemo neko potrditev, iščemo neko sprejetost, da bi lahko vse to prerasli v zavesti, da smo ljubljeni Božji otroci, da smo ljubljeni Božji sinovi in hčere, da bi lahko v tej zavesti premagali ta strah, nehali iskati
odobravanje, nehali iskati potrditev, ampak bi lahko v resnici svobodno, brezpogojno, zastonsko ljubili in v tej ljubezni služili, tako kot služi ta Petrova tašča, tako kot služi Jezus. In je potem razumljivo, ko pridejo naslednje jutro do Jezusa, ki moli, njegovi učenci in mu rečejo, vsi te iščejo v smislu, a gremo nazaj še malo uživati to pozornost, a gremo nazaj še malo uživati v tej slavi, zaradi tega, ko si ozdravil toliko ljudi. Jezus jasno reče, nisem prišel za to, jaz sem prišel za to, da še drugim ljudem, da vsem ljudem oznanim to Božjo ljubezen, da vsem ljudem pokažem in dokažem, čemu so poklicani, da bodo lahko vsi, da bomo lahko vsi živeli, kot rečeno, v svobodi, ne v strahu, v ljubezni, v služenju.